Novoletne obljube. Verjetno smo že naredili novoletne obljube, kaj bomo delali ali kaj bomo mogoče spremenili v tem novem letu 2023. Jaz sem se letos odločil, da ne bom napravil nobene nove obljube za to leto. Saj jih je kar nekaj, še ostalo neizpolnjenih iz lanskega leta. Odločil pa sem se, da bom v Svetem pismu poiskal obljube, ki jih je dal Jezus za naše življenje. Zato vas povabim, da jih preberemo skupaj in dovolimo, da deluje Bog skozi njih v našem življenju. Resnično, povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil. Pravi sam Jezus. Kaj nam Jezus tukaj obljublja? Kdor veruje vam, bo opravljal dela, ki jih je delal Jezus, in še večja bo opravljal. Jezus pove učencem, da želi, ko bo on odšel, da nadaljujejo z njegovim delom. Njegova volja, obljuba je, da bodo opravljali še večja dela za Boga. Ne vem, kakšno imaš predstavo o Bogu, kakšen vpliv ima na tvoje življenje. Kar pa lahko vidimo tukaj, želja Boga je, da se razodeva v našem življenju, v vsej njegovi moči, delovanju in načrtu, ki ga ima Jezus za nas. Poglejmo še eno obljubo. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsakdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo. Kaj nam Jezus tukaj obljublja? Tisti, ki ga prosijo, iščejo njegovo pomoč, jo bodo tudi dobili. Trkanje, vztrajnost in zaupanje Bogu nam bodo odprli vrata, da bomo našli izhod, pomoč, rešitev. Imamo zagotovilo, da nam Bog želi pomagati in dati najboljše stvari v našem življenju. Jezus primerja nas, ki smo sebični, nepopolni, da želimo dati svojim otrokom dobre stvari. Koliko bolj bo Bog kot naš nebeški Oče poskrbel za nas. Seveda, to ne pomeni, da bo naše življenje, kot radi rečemo, vse nam gre kot po maslu. Jezus sam je šel skozi težave in tudi mi bomo šli skozi njih. Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili, vsak na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj. To se vam povedal, da bi imeli mir v meni.
Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Jezus je svoje učence pripravljal, da ga bodo ljudje preganjali in na koncu ubili. Tudi učencem je povedal, da bodo šli skozi stiske na tem svetu. Vendar spet vidimo čudovito obljubo, ki jih daje Jezus. Pove jim, da tudi on ni sam, da je z njim sam Bog. Učencem obljubi mir, ki ga naj imajo v Jezusu, saj je on premagal vse težave v svetu in bo tudi njim pomagal, da jih premagajo. V Svetem pismu je veliko Jezusovih obljub. Tudi sedaj se osredotočimo še na nekaj pomembnega, ko govorimo o obljubah. Obljube so lahko resnične ali pa lažne. Nič nam ne pomaga, če nam nekdo da obljubo, katere nam nikoli ne bo izpolnil. Zato je zelo pomembno, kdo nam daje obljubo, ali jo lahko izpolni. Za nas pa je potem pomembno, ali verujemo tem obljubam in jih želimo prakticirati v svojem življenju. Ko je Jezus dajal obljube, no tudi vedno daje navodilo, kako pridemo do tega, da se bodo izpolnile v našem življenju. Ko Jezus daje obljubo, da bomo delali še večja dela kot on, pove, kdor veruje, zaupa njemu, potem kdor prosi v njegovem imenu. Vidimo, da Jezus daje obljubo, tudi mi jo moramo vzeti resno in z Božjo pomočjo storiti vse, da se izpolni. Ko Jezus pravi, da naj prosimo, iščemo, trkamo, vidimo, da je potrebno vložiti čas, molitev, razmišljanje o njegovih obljubah in vztrajnost, da jih bo izpolnil o pravem času, na pravi način. Jezus ne daje zagotovila, da bo vedno izpolnil obljubo na način, ki si ga mi želimo. V resnici nam želi dati nekaj najboljšega. Spomnim se iz svojega primera, ko sem veliko delal z brezdomci. Ko sem jim govoril, da jih Bog ljubi, da jim želi pomagati, so mi rekli, če je to res, ali če sploh on obstaja, naj jim pošlje en kup denarja iz nebes. In potem sem odgovoril, in kaj bi storili s tem denarjem? Šli bi in ga zapravili na alkoholu, saj so vsi bili odvisni od njega. Bog je videl tudi njihov problem. In sigurno ga ne bi hotel rešiti z denarjem, ampak najprej njihov glavni problem, sprememba v njihovem življenju, osvoboditev od odvisnosti in podobno. Bog nam je dal obljubo, da bo iz našega življenja storil nekaj najboljšega. Jezus jih je prišel razodeti in nam ponuja, da želi, da verujemo in zaupamo njegovim obljubam in z njegovo pomočjo živimo življenje zmagovalno. Vsaki začetek novega leta je sigurno izziv, kako se bomo z njim spoprijeli. Sprejmimo Jezusovo pomoč, obljube, zaupajmo mu, odprimo mu srce. Jezusov namen, prihod na to zemljo je bil, da nam pomaga v vsaki situaciji. Če je tvoje življenje težko in si mogoče na dnu ali pa se vrtiš v začaranem krogu, sprejmi v veri Jezusove obljube in ga prosi
Jezus, pomagaj mi, da se izpolnijo v mojem življenju. Tukaj je še ena obljuba. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jezus pove, da želi v našem življenju prinesti spremembe. In mogoče, kot sem rekel, si v težki situaciji. Moli in prosi Jezusa. Jezus, želim se v veri prijeti te obljube, da si ti prišel, da bi imeli obilno življenje. Pomagaj mi in razodeni to v mojem življenju. Amen.